v tem mesecu obeležujemo mesec požarne varnosti in vi kot predsednik bi lahko nekaj spregovorili o reševanju v več stanovanjskih objektih. Glede na to, da so se srečali s takim primerom, mislim, da v Škofji Loki. Ja, ne samo v Škofji Loki, tudi v Tržiču je bil v preteklem letu požar v večstanovanjskem objektu. Pa kar nekaj jih je bilo še po Sloveniji takih v preteklosti, tudi skozi naše vaje moram reči, da vidimo to problematiko kar dosti perečo in zato je tudi letošnja tema meseca varstva pred požarom namenjena temu, da predvsem tisti, ki bivajo v večstanovanjskih objektih, tisti, ki so upravniki, da se nekoliko tudi posvetijo tej temi, ker nismo gasilci edini, ki skrbimo za požarno varnost, v prvi vrsti so tisti, ki te objekte uporabljajo in živijo in da tudi v bistvu pomislijo na požarno varnost prej, kot pa v bistvu stopijo na stopnišče, pa je dim pred njimi. In kako pogosto organizirate gasilske vaje pri vas v Radovljici? Ja, tukaj pri nas, bom rekel, se deluje 13 prostovoljnih gasilskih društev. Vse dokaj redno upravljajo svoje operativne vaje. Dvakrat letno še na nivoju gasilske zveze upravimo tudi te vaje, tako da ta mesec oktober je pa praktično po celi občini za gasilce še malo bolj aktiven. Izvajajo različne vaje, pač glede na teren, ki ga pokrivajo, vaje evakuacije, druge vaje na to temo in dneve odprtih vrat in podobno. Kadar hitijo gasilci nekje na pomoč, je zelo pomembna, kakšna je intervencijska pot, kakšen bo čas, da bodo lahko čim hitreje prispeli, da pač omejijo oziroma pomagajo pri požaru, poplavi, skratka. Ja, moram reči, da tudi v preteklosti smo že prav na temo intervencijske poti imeli tudi že kar nekaj poudarka v teh mesecev požarne varnosti. Deloma je tudi letos, bom rekel, v temu tako, ker večstanovanjski objekti so velikokrat povezani s tem, da imamo mi otežene dostopne poti. Vemo, da so bili te gradnje v preteklosti grajene v časih, ko ni bilo toliko številčno avtomobilov na cesti. Jasno, da tudi parkirišča so bile temu primerna in so temu primerna nažalost tudi ostala danes, ker nam pa v bistvu velikokrat onemogoča dostop z gasilskimi vozili, še posebej, če v bistvu moramo pripeljati tehniko, ki je pa v bistvu pri večstanovanjskih objektih, ki so višji objekti, v bistvu potrebno, se pravi avtolestev. Ta rab nekaj prostora za to, da jo lahko prvo postavimo, potem da lahko ustrezno manevrira, da je efektivna. In če mi za to porabimo preveč časa, v bistvu smo neefektivni pri reševanju, ker v bistvu izgubimo tiste dragocene minute, da lahko začnemo z delom. In kakšen je vaš nasvet vsem tistim, ki se v tem trenutku znajdejo na cesti, ko vi hitite na pomoč nekomu, ki se mu karkoli zgodi, ali je to požar, ogenj ali karkoli drugega? Ja, pač jasno, da ko gremo mi na intervencijo, nas se opozorimo z zvočnimi in svetlobnimi signali. Nekako s tem prosimo, da nam vozila dajo prednost, da lahko čim hitreje pridemo na kraj. Tudi na nas pa je, da v bistvu se varno pripeljemo na kraj. Ko so pa nekje, bom rekel, te parkirišča, ki so označene intervencijske poti, pa res radi vidimo, da se tega držijo, da se pri večstanovanjskih objektih ne postavljajo nekje na intervencijske poti ali pa na te dovozne poti stebrički, korita in podobno, v bistvu, kar nam vse dodatno otežuje dostop, podaljša čas interveniranja vse skupaj. Hvala za pogovor in na pomoč. Hvala.